Dobrodošli, dragi popotniki in ljubitelji zgodovine. Moje ime je M. Dachstein in z veseljem vas popeljem skozi čudovit kraj Bistrica ob Sotli. To slikovito naselje, ki ga krasita dve reki, Bistrica in Sotla, je pravi zaklad tako za ljubitelje narave kot kulture. Nekoč znano pod imeni Leskovec in Sveti Peter pod Svetimi gorami, danes postreže z bogato dediščino in gostoljubnostjo, ki se je ohranila skozi stoletja. V Bistrici ob Sotli lahko doživite vse, kar si srce poželi. Če ste navdušeni nad raziskovanjem naravnih lepot in kulturnih spomenikov, boste našli obilico možnosti za odkrivanje. Tisti, ki pa iščete gurmanske užitke in zasluženi oddih, se boste prav tako počutili kot doma. Tu, kjer kmečka gostoljubnost še vedno cveti, vas bodo domačini postregli z lokalnimi dobrotami in z veseljem pokazali znamenitosti, ki pričajo o bogati zgodovini kraja. Arheološki ostanki nam povedo, da so ljudje v tej regiji živeli že v starejši železni dobi. Skozi stoletja se je kraj razvijal, predvsem v srednjem veku, ko je bilo tukaj živahno romarsko središče Svete Gore. Danes pa največ znamenitosti izhaja iz 19. stoletja, ki ga bomo podrobneje raziskali v naši pripovedi. V začetku 19. stoletja je dr. Firbas postavil čudovito nadstropno hišo z baročnim pridihom. Ko se boste sprehodili mimo doktorjeve hiše, vas prosim, da si pozorno gledate kamniti portal, okrašen z motivi spiral. Poleg te znamenite zgradbe se v kraju nahajata tudi Bratuševa hiša, ki žariva tradicionalno arhitekturo z bogato okrašenim portalom, in nekdanja Gabronova gostilna, sedaj sedež občine. Vsaka od teh stavb pripoveduje svojo zgodbo o življenju v Bistrici ob Sotli. Obiskali bomo tudi cerkev Svetega Petra, ki je bila prvič omenjena leta 1275. Poleg te mogočne zgradbe nas bodo zanimale tudi moderne znamenitosti, kot so kamen časti, antipranger, kulturni dom, stara šola in osnovna šola Bistrica ob Sotli, kjer stoji kip Marije Broz, matere Josipa Broza Tita, ki je pogosto obiskoval kraj v času svojega otroštva. Sprehodite se z mano skozi zgodovino in sedanjost tega očarljivega kraja. Pred nami je pot, polna zgodb, kulture in pristnih doživetij, ki jih ponuja Bistrica ob Sotli. Pripravite se na nepozabno popotovanje. Svete Gore, tisočletno romarsko središče. Na slikovitem grebenu nad Bistrico ob Sotli na višini 521 metrov vas pričakuje eden najbolj očarljivih romarskih krajev Slovenije, Svete Gore. Ta izjemni kompleks 5 cerkva že stoletja privablja tako romarje kot občudovalce kulturne dediščine in iskalce miru v objemu čudovite narave. Ko se vzpenjate po označeni poti navzgor, vas spremlja vse lepši razgled na dolino reke Sotle in okoliške kraje. Na vrhu grebena vas pozdravi mogočna romarska cerkev Marijinega rojstva iz 17. stoletja, ki še danes živi kot pomembno romarsko središče, posebej ob velikih praznikih, Marijinem rojstvu, na binkoštni ponedeljek in ob Marijinem nebovzetju. Pravo bogastvo Svetih Gor se skriva v 4 manjših kapelah, ki obkrožajo glavno cerkev. Med njimi sta posebej dragoceni kapeli Svetega Jurija in Svetega Martina, ki svojo predromansko zasnovo sodita med najstarejše ohranjene sakralne stavbe v Sloveniji. V steni kapele Svetega Jurija boste opazili skrivnostni vzidani kamen, orans, molivec iz zgodnjega srednjega veka, nad vrati pa še nerazrešen napis, ki še danes buri duhove raziskovalcev. Župnijska cerkev Svetega Petra. V središču Bistrice ob Sotli se na utrjenem platoju dviga mogočna cerkev Svetega Petra, ki je kraju nekoč celo dala ime. Ta arhitekturni biser, prvič omenjen že leta 1275, združuje različne umestnostne sloge, od predromanske ladje do renesančnih in baročnih dodatkov. Posebej navdušujejo zvezdasto rebrasti obok v prezbiteriju
in 2 čudoviti baročni stranski kapeli, posvečeni svetemu Jožefu in Mariji. Umetniško vrednost cerkve dodatno bogatijo izjemni vitraji kiparja Franceta Kokalja in zgodovinsko pomemben reliefni nagrobnik Janeza Kodriča, žrtve kuge. Obiskovalce navduši tudi baročni križev pot, cerkev pa obdaja mogočno obzidje, ostanek nekdanjega tabora, ki priča o burni zgodovini tega območja. Cerkev svetega Petra svojo arhitekturo, umetniškimi deli in ohranjenim obzidjem predstavlja pomemben spomenik sakralne dediščine Obsotelja. Sveti križ, razgledna točka. Ko se peljemo proti vasici Ples, tik ob hrvaški meji, se nam že oddaleč odpira pogled na eno izmed najlepših razglednih točk v celotnem Obsotelju in Hrvaškem Zagorju. Tam, na vzpetini, ponosno stoji podružnična cerkev Svetega križa, ki je prava arhitekturna in zbirateljska, zgrajena leta 1607, kar je jasno označeno na prekladi stranskega portala, je prava monstrovina preteklosti. Njena pravokutna ladja in 3strano sklenjen obokan prezbiterij pričata o preteklosti, ki je v tem kraju pustila globoke sledi. Vendar pa cerkev ni znana le po svoji arhitekturi, temveč tudi po edinstvenem razgledu, ki ga ponuja. Pri cerkvi Svetega križa na Vini gori se pred nami razprostira čudovita panorama, ki zajema celotno Obsotelje in se rasti za vse do Hrvaša vodička. Vam moram povedati, da je ta razgled nekaj, kar ne smete zamuditi. Vsakič, ko stojim na tem mestu, me prevzame občutek miru in povezanosti z naravo. Pogled na nežno valovite griče, posajane z vinogradi in gozdovi, je tako pomirjujoč, da se človek zlahka zaljubi v to krajino. Ob jasnih dneh se pogled razteza kilometre daleč, razkrivajoč skrite kotičke in čare, ki jih ta čudoviti del Svetega križa ni le razgledna točka, ampak tudi kraj, kjer se lahko poglobite v zgodovino in kulturo tega območja. Njena preprosta, a hkrati prefinjena arhitektura nam pripoveduje o duhovnem življenju in umetniškem izrazu ljudi, ki so tukaj živeli pred več kot 4 stoletji. Tudi danes cerkev ostaja pomembno versko središče za lokalno prebivalstvo, ki se tu zbira ob posebnih priložnostih. Vzamete čas, sedite na klopi ob cerkvi, se lahko prepustite razmisleku in občudovanju narave. Morda boste začutili tudi dih zgodovine, ki veje iz tega kraja. In čeprav se cerkev morda zdi preprosta, njena lepota in spokojnost ter čudovit razgled, ki ga ponuja, ustvarjajo poti naprej, si bomo ogledali še mnoge druge zanimivosti, vendar vas povabim, da se tukaj ustavite, zadihate svež zrak in uživate v pogledu, ki ga ponuja Sveti križ. To je kraj, ki vas bo napolnil z energijo in mirom ter vas pripravil na nadaljnje raziskovanje skritih zakladov Bistrice ob Sotli.